Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Občina Idrija 22. junija na dan svetega Ahacija obeležuje praznik občine. Ob tej priložnosti je gost današnje oddaje aktualna župan Tomaž Vencelj, ki ga prav lepo pozdravljam v naši oddaji. Dobrodošli. Lep pozdrav. Občina Idrija je po nedavno objavljenih podatkih na čelu občin v regiji, v Goriški regiji, kar se gospodarstva tiče. Kako komentirate te podatke? Ja, komentiram lahko v tej smeri, da pač v občini Idrija imamo dobre gospodarske družbe. Zavedati se moramo, da po mojih podatkih je sedež tudi največje gradbene firme v državi v naši občini, tako da o tem niti ne, me podatek niti ne preseneča. Me pa pri tej celi stvari, bomo rekli, boli to, da občine, ne glede na to, koliko so naše firme v naših občinah uspešne, dobimo pač od države vsi enako glavarino. To bi si morali izboriti najbrž v parlamentu. Najverjetneje oziroma ugotoviti bo treba, da ne živimo vsi v enakih in geografskih in geoloških in ostalih pogojih, tako da tisto, kar že dolgo časa govorim, se pravi, država bo morala nekaterim za to, da bomo ohranjali poseljenost podeželja, dati v bodoče malo več sredstev. Pojdiva na občinsko raven, investicije v izvajanju. Divja bajta, ta je namenjena pravzaprav kot dostopna točka za geopark. Ja, Divja bajta v Podroteji bo funkcionirala kot dostopna točka v krajinski park. Dela mora biti zaključena do konca avgusta. Trenutno se tudi kaže, da bo zadeva narejena v roku. Hiša dobiva pravo obliko, tako kot si jo zamislil arhitekt, in mislim, da bo en tak, bi rekel, lep objekt, ki bo pokazal tudi načine, recimo lesene gradnje sodobne, poleg tega pa bo prava stavba za to vhodno točko v krajinski park, kjer bo v bodoče, bi rekel, tudi naravovarstveni nadzornik in nekako točka, kjer bodo lahko obiskovalci dobili vse tiste informacije, kar se tiče vstopa in vseh zadev v krajinskem parku. Pomembna investicija je Modra dvorana, ta trenutek je že zaprta, izvajalci so prevzeli gradbišče, pravzaprav Modro dvorano boste slekli, kot bi se reklo. Ja, Modra dvorana ni samo, da je bil opravljen, bi rekel, uvedbo v delo, se dela tudi že izvajajo. Danes zjutraj, ko sem peljal otroke v šolo, sem videl, določena dela, se pravi, predvsem se odstranjujejo zadeve, ki ne bodo več potrebne po, bi rekel, po tem vzdrževalnih delih, ki bodo. Odstranjuje se stara ventilacija, odstranjujejo se določene druge komponente. Kaj se bo naredilo v Modri dvorani še enkrat, da ne bo govorjenja, kar je kar pogosto zadnje čase. Modra dvorana, po domače povedano, se bo v celoti slekla, se pravi, cel ta modri ovoj se odstrani, da se oziroma obleče se z novim modrim ovojem, ki bo veliko bolj izolativen. Glede na današnje tehnologije bodo tudi sama, bomo rekli, odvodnavanje streh z temi sodobnimi, bomo rekli, sistemi za odvajanje vode narejene tako, da ne bomo več imeli puščanja. Dvorana se bo akustično obdelala v notranjosti, naredil se bo nov sistem prezračevanja, gretja in hlajenja. Obnovile se bodo kompletne sanitarije, v ta vhodna avla se bo deloma prenovila, zamenjala se bodo vsa okna, ukinilo se bo veliko večino kupol na strehi, ki so največji problem trenutno. Na severni steni steno se bo v bistvu odprlo z več okni, se pravi iz strani neosončene, se pravi, da dvorana ne bo osončena, kar je prav, ampak bo več svetlobe naravne. V vsakem primeru
in na koncu, ko bo vse to narejeno, se bo še saniralo športno površino noter, se pravi, celoten športni pot se bo prebrusilo, pobarvalo na novo, naredilo nove črte za vsa igrišča, kar je potrebno. In to je to, kar se tiče te investicije. Otvoritev bo kdaj? Ja. Rok za izvedbo je 30. oktober, tako da jaz računam, da to enkrat tekom meseca novembra bi bila otvoritev. 1 milijon je dala država, 1 milijon so dali zasebni donatorji, nekaj doda tudi občina. V tej trenutni shemi je to 120.000 evrov, je pa, prepričan sem, da v vsakem primeru bodo pri projektu določene dodatne dele, ker se ti lotiš kot tudi doma popravljati staro bajto, po domače povedano, se pokažejo določena nepredvidena dela, ki jih bomo pač morali skozi ta proces popraviti oziroma sanirati in tudi plačati. Pomembna investicija, občinska investicija je prenova trga v Črnem Vrhu in tudi dovozne ceste do šole. Teče vse po planu? Ja, malo se sicer časovnica zamika, je pa res, da smo spotoma dorekli še ene druge stvari, ki niso bile v projektu, se pravi, v tla smo dali kompletno elektriko, ki prej po tistih projektih izpred skoraj 10 let ni bila v bistvu predvidena, tako da se pravi skupaj z Elektro Primorsko smo še to naredili, zdaj malo se stvari zamikajo, ampak in pot proti šoli prehaja v zaključno fazo, je že grob asfalt položen, tako da bo kmalu sam trg v Črnem Vrhu, pa tudi se kažejo vse te zadeve, ki so pač v tem projektu, tako da jaz mislim, da v roku dobrega meseca bo zadeva zaključena, kar se tega dela tiče. Bo pa Črni Vrh še naprej gradbišče, ker je pač ta državni projekt, se pravi pločnikov, spremembe samega cestišča in vsega skozi Črni Vrh, je pa tudi v bistvu bil narejen razpis, pridobili so izvajalce, tako da se stvar nadaljuje. V Idriji imate odprto gradbišče v Študentski ulici, kaj tam popravljate? To je Študentovska ulica, v bistvu zgornji del Študentovske ulice, ki se v bistvu cestno navezuje na ulico 1. maja oziroma na Faraonovo. Tam noter je od odvodnavanja do vodovoda, elektrike, nekaj tudi plinskega omrežja, v glavnem zelo potrebna zadeva, ker je pač tam bila cesta v katastrofalnem stanju, kot je še na precej delih v Idriji. V zadnjem letu ste uredili razmerje na cesti na Kanomeljskem razpotju, most pri Renkovcu, nedavno tega smo opazili novo ograjo od stadiona do Ute. Tam ste pravzaprav napovedovali kolenčni zid, sedaj je pa ograja. Ja, gremo v smeri kolenčnega zidu, je pa tam zdaj nova ograja, ki je lahko, če bo ta kolenčni zid oziroma parapet izveden v kratkem, se lahko uporabi tudi drugje, ker potreb po takih ograjah je v celotni občini kar veliko. Zadeva je taka, da protipoplavni ukrepi v okviru načrta za okrevanje in odpornost se zelo debelo leto niso premaknili nikamor, ker Direkcija za vode skupaj z Ministrstvom za naravne vire in prostor ni opravila recenzije protipoplavnih ukrepov, ki so bili predvideni skozi samo projektiranje, se pravi protipoplavnih ukrepov na Idrijci in Nikovi. To se je v zadnjih dobrih 2 mesecih spremenilo, dobili smo potrjeno, da je projekt v redu. Kar se tiče Idrijce, kar se tiče Nikove, je zadeva še v pregledovanju. Mislim pa, da ne bom preveč optimističen, da se lahko v roku 1 leta najkasneje predvideva ta gradnja oziroma bomo rekli gradnja protipoplavnih ukrepov na Idrijci in s tem tudi pridobitev
statusa, recimo, da je lahko, da je uta zazidljiva, oziroma celoten predel med cesto, domom upokojencev, zdravstvenim domom in policijsko postajo. To prinaša tudi upanje, da se uredi to parkirišče, ki je sedaj. To parkirišče lahko uredimo prej, je pa v obilici vsega zadnjih mesecev se s lastnikom še nismo dokončno dogovorili, katero varianto, ki smo jih dogovarjali, bomo tam naredili. Je pa zadeva, vemo, kaj in koliko, bom pa spotoma še to povedal, da naj se pričakuje, da bo to parkirišče plačljivo. Ograja v Kosovelovi ulici je nova in pohvale pravzaprav načrtovalcem in tudi izvajalcem. Ja, sicer je malo dolgo trajalo, ampak bilo je en kup zapletov, ker ograja je bila pred desetletji narejena taka, kakor je bila. Bilo je en kup inovativnosti potrebno, da se je tisto ograjo odstranilo in pritrdilo novo. Zdaj, v prihodnjem letu bomo verjetno morali še ene delčke zamenjati, tiste, ki zdaj niso, ampak zdaj smo res zamenjali tisto, kar je bilo nujno, ker je bilo nevarno in so bili, v bistvu, korozija je pojedla stebričke ograje in tisto, kar je bilo najslabše, tisto se je zdaj res uredilo. Še neizvedeni projekti, na tem spisku imamo najprej mestni stadion. Ja, mestni stadion smo pridobili gradbeno dovoljenje, ocena vrednosti projekta je tam preko 1,5 milijona evrov. Kaj bi se tam naredilo v projektu, govorimo o dviganju novega stadiona za dober meter, s tem pridobimo na širini same površine. Stadion bi bil pokrit z umetno travo, kar bi praktično omogočalo treninge tekom celega leta, se pravi razen pri najhujših nizkih temperaturah in ne vem kakšni količini snega. Zelo pomembna stvar je tudi izgradnja razsvetljave na stadionu. In poleg tega je tam predvidena tudi tekaška steza okrog naokrog, sicer samo v širini 2 pasov, ampak vseeno pa na eni strani 4 proge za šprinte, bom rekel po domače, ker v celotni občini nimamo enega športnega objekta oziroma nobenega stadiona, kjer bi lahko sploh izvajali te atletske vsebine oziroma dejavnosti. Vemo pa, da je atletika mati vseh športov in tudi sami pedagogi, ki se ukvarjajo, bomo rekli, s telesno vzgojo, so poslali eno pobudo, da bi se to čim prej uredilo. Sedaj na stadionu pristajajo tudi reševalni helikopterji. Ko bo tam umetna trava, to ne bo več mogoče. Ja, saj imamo v bistvu lokacijo, kjer bomo to lahko delali. Kje bo? Na začetku Ljubevča je dogovorjeno, bo pa tam do takrat potrebno zaliti oziroma zabetonirati eno Ploščad. Približno 15x15 metrov veliko ploščad, kjer bo pač helikopter lahko pristal. Kulturna dvorana v Idriji in Spodnji Idriji, projekt stoji. Projekt stoji, projekti so vsi narejeni. Zadrega je tisto, kar sem že večkrat povedal, dogovor s določenimi prebivalci bližnjih stavb. V Idriji je, jaz mislim, da malo bolj zagonetno, v Spodnji Idriji pa zdaj, ko so bile izvedene določene zapuščinske zadeve, pa mislim, da bomo počasi lahko šli v pridobitev gradbenega dovoljenja. Je pa tudi sama izvedba v Spodnji Idriji, mislim, da zelo bolj verjetna v prihodnjih letih kot v Idriji. Bi pa tudi v Spodnji Idriji s tem projektom, ki je narejen, pridobil v bistvu oziroma to dvorano uredili do te mere, da bi pridobila pač nek, bomo rekli, kulturen vhodni del z neko avlo, skoraj da 250 sedeži, z vsem potrebnim za bomo rekli, tudi gledališke zadeve. Tako da to mislim, kar se mene tiče, bomo probali to stvar prvo poriniti naprej.
Telovadnici v Godoviču in v Ledinah sta v čakalni vrsti. Za telovadnico v Godoviču imamo gradbeno dovoljenje, glede na napoved Ministrstva za Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, bo 25. julija objavljen razpis za gradnjo objektov vzgoje in izobraževanja. Predvidevam predlog rebalansa proračuna, v katerega se umesti financiranje izgradnje telovadnice v Godoviču, tako da to na septembrski seji bi izvedli, tako da bi kandidirali potem na temu razpisu za gradnjo, ker če bom rekel po domače, če dobimo približno 1 milijon od države, pa da še mi pridodamo 1 milijon, imamo v Godoviču novo telovadnico in dvorano, ki bi lahko bila primerna tudi za druge dogodke. Vemo pa, da v Godoviču imamo trenutno praktično največ stavbnih zemljišč namenjenih individualni gradnji in glede na to, da je Godovič najbližje avtocesti in centru države, mislim, da tam gor obstaja velik interes za gradnjo, mi pa moramo omogočiti, da se bodo če se bodo ljudje priselili v Godovič, imeli možnost, da njihovi otroci grejo skozi prave izobraževalne procese. Lansko leto ste napovedovali vodovod Idrija-Jelični vrh, to je nek povezovalni vodovod, v naravi še niste zakopali lopat. Ne, in tudi prav hitro ne bomo. Imeli smo upanje, da bomo sredstva pridobili iz sredstv kohezije, oziroma kohezije in posledično je to dogovor za razvoj regij. Smo pa potem pri merilih ugotovili, da država zahteva za to, da lahko sploh kandidiramo na ta sredstva, da je na vodovodni sistem priključenih 10 tisoč prebivalcev. To pa pomeni, da je v naši občini nemogoče kandidirati za kakršnakoli sredstva, kar se tiče gradnje vodovodov, ker je nemogoče 11.500 prebivalcev na 294 kvadratnih kilometrih priključiti na enovodno cev, če karikiram. Kako ste zadovoljni z delovanjem komunale? Komunala je v določenih dejavnostih boljša, v določenih malo slabša. Mislim, da se stvari na določenih segmentih tudi izboljšujejo, tako da bomo v prihodnjih letih, mislim, da standard, ki ga morajo komunala skupaj z občino zagotavljati, zviševali. Sedaj kot podjetje posluje pozitivno. Zelo pozitivno. Zavedati se pa moramo tega, da sredstva, ki na posameznih oziroma presežki, ki ostajajo na posameznih dejavnostih gospodarskih javnih služb, se jih mora za prihodnje leto ukalkulirati v cene teh, bomo rekli, samih služb, se pravi, kar je viška pri pobiranju odpadkov, gre v tist plus v pobiranju odpadkov, zaradi tega se pač tudi cene recimo v zadnjih letih ne dvignejo toliko, kolikor je sam izračun, ker se pač iz sredstvi prejšnjih let stvari pokrivajo. Da bi se cene celo spustile, to ne bo. To pa dvomim, ker se pač sami stroški dela se v zadnjih letih tako dvigujejo, da pač zadeva je pa po mojem nemogoče. Je pa res, da smo recimo v letošnjem letu dvignili recimo položnico za 4-člansko družino se je dvignila, mislim, da je za 2 evra približno, kar je pri tistih dobrih 60 evrih ne tako velik znesek, da bi bilo pametno o njemu sploh, bi rekel, debatirati. Na področju stanovanj občina že dalj časa ni zgradila novega, ni večjega kompleksa uredila. Zadnji večji kompleks v načrtu je bil dijaški dom, vendar tudi ta stoji. Ja, tudi za dijaški dom imamo gradbeno dovoljenje. Neverjetno, zakaj ni še zgrajeno? Ja, denar. Stvar se vedno zatakne pri sredstvih. Pol dijaškega doma je po tem projektu namenjenega stanovanjem, pol pa še vedno hostelu, mladinskemu centru in dejavnostim centra za socialno delo, kar se gor izvaja. Čakamo, da bomo stvar pripeljali do te točke, da bomo imeli tudi za tisti del poleg stanovanj zagotovljena sredstva. Trudimo se v tej smeri, bomo povedali, kaj bomo
letos se dogovorili. Mene bolj, v bistvu, kar se stanovanj tiče, ena druga stvar matra. V preteklosti, po mojem mnenju, se ni dovolj delalo na zagotovitvi zemljišč primernih za večstanovanjsko gradnjo. V Idriji praktično nimamo parcel za to gradnjo. Moramo pa, še nekaj moram reči, da recimo prišleki, ki pridejo v Idrijo, pridejo več ali manj zaradi naših, bomo rekli, gospodarskih družb, uspešnih, pridejo s trebuhom za kruhom in moje osebno mnenje je, da bi morale tudi te gospodarske družbe zagotavljati določen fond stanovanj za te delavce, prišleke, ni njihove družine, ki pridejo v naše kraje. Tako je včasih že bilo, ko so podjetja gradila svoje stanovanjske bloke. Tako je včasih že bilo in potem z Jazbinškovim zakonom so se ta stanovanja več ali manj razprodala in zdaj je stanje tako, kakor je, pa ne samo v Idriji, v celotni Sloveniji. Na področju zdravstva se soočate s tem, da ima zdravstveni dom izgubo. Ja, kot večina zdravstvenih domov v Sloveniji, sistemska napaka, bom jaz rekel. Pač ministrstvo ne razume, kaj je delovanje zdravstva izven centrov. Še eni, ki ne znajo tega pravilno nasloviti, mislim na ministrstvo tukaj. Tako da, problem so od prevozov, nenujnih prevozov ljudi v Ljubljano, bom rekel, od dialeze do vseh ostalih zadev, do patronažne službe, ki dobi plačano na obisk, ne na čas in tako naprej. To je pač zagonetka, ki jo poskušamo skupnimi močmi reševati, je pa v zadnjih dneh bilo tudi sestanek na ministrstvu za zdravje, v bistvu vseh direktorjev severnoprimorskih zdravstvenih domov, ki so ponovno poizkusili oziroma so predstavili njihove poglede in tudi rešitve teh problemov, da je pa spet na ministrstvu, da poizkusi prisluhniti temu. Ministrstvo ne prisluhne, izgubo pokrivate vi kot ustanovitelji. Načeloma, bomo rekli, po finančnem toku trenutno še ne. Bo pa zadeva, če bo šlo tako naprej, bo kmalu problem oziroma v prihodnjem letu. Verjetno je pa edina rešitev ta res, da država ugotovi, da ne živimo vsi znotraj ljubljanske avtocestnega obroča. Težko bo to. Razpisali ste več štipendij za zdravnike, za specializante. Kako to, da nihče ne vzame vaših štipendij? Ne, mi nismo razpisali štipendij. Zdravstveni dom razpisuje štipendije, mi zagotavljamo sredstva. Ja, različna so, kar jaz vem, odgovori zakaj. Nekateri imajo že pač štipendije glede na uspešnost svojih rezultatov. Nekateri se nočejo prav vezati čisto 100% na se vemo, tam recimo v drugem, tretjem letniku medicine človek še malo koleba, kaj bo rekel pol strokovno tisto, kar bo njegovo delo na koncu. Ja, načeloma stvar razumem, se pa bojim, da bomo v prihodnosti podobne štipendije mogli razpisovati za kakšne druge dejavnosti, ne samo za zdravstvo, ker se kažejo problemi. Tudi, kar je bilo na občinskem svetu že omenjeno na področju šolstva in ostalih zadev. Projekt dolgotrajne oskrbe se bo očitno vse v tej fazi sfižil v vaši občini. Sfižil se ne bo. Se bo zataknil. Zataknil oziroma izvajanje se definitivno ne bo začelo s 1. julijem. Jaz sem praktično prepričan, da skoraj 90% slovenskih občin so v enakem položaju. Je pa problem tukaj predvsem pri tem, problem je pri tem, da je ministrstvo za izvajanje, se pravi Ministrstvo za solidarno prihodnost, za izvajanje teh dejavnosti predvidelo čist prenizke urne postavke, s tem, da
sploh ne vidimo logike, kako lahko, recimo samo primer, za delo med tednom ponujajo 27 evrov za delo v nedeljo, pa 28 evrov 20, če vemo, da je recimo v zakonodaji, da je praktično nedeljsko delo plačano krat 2. Nimamo razlage, kaj je všteto v to ceno, so tukaj materialni stroški, so tukaj potni stroški. V glavnem, tik pred zdajci od ministrstva še sploh ni pravih podatkov, tako da večina občin ima enak problem kot mi, se pravi, mi smo mislili, da bomo zadevo izvajali, oziroma da bo država izvajala zadevo skupaj z našim domom upokojencev, pa so povedali, da za ta sredstva pač ne morajo zavestno iti v izgubo, in zdaj smo pač dali ven prvo branje odloka o koncesiji za izvajanje tega, tako da bomo z drugim branjem potem prišli do pravne podlage in potem šli v iskanje izvajalca. Zavedati se moramo pa nekaj, da to je dolgotrajna oskrba spet ena tistih stvari, ki jo predpiše država, ki jo financira država, občinam pa je naloženo, da naj to stvar izpeljejo. Se pravi, država pa ponovadi reče, da se bo zadeva izvajala brez finančnih posledic za občine, če pa ti rabiš enega človeka, ki se nekaj ur na dan s tem ukvarja, se pravi, kaj za nekaj drugega ne moč porabiti. Na področju kulture imate ustanoviteljstvo v kar več javnih zavodih. Težava je bila v knjižnici sedaj vrsto let, ki ni imela pač direktorja s polnimi pooblastili. To ste na zadnji seji sveta občine pravzaprav popravili. Ja, dobili smo direktorico knjižnice. Jaz mislim, da je ta prava, že kar nekaj let dela v knjižnici, tako da pozna razmere. Je pa kar nekaj izzivov na njej in tudi na občini, da bodo zadeve še boljše, kot so sedaj. K temu bi verjetno pripomoglo tudi dvigalo v tem poslopju starem magazinu, že vrsto let obljubljeno. Dvigalo je, bomo rekli, ready to go do te mere, da čakamo sredstva LAS-a in takoj, ko to dobimo, gremo tudi izvedbo, tako da jaz mislim, da konec tega leta ali pa začetek drugega leta bo zadeva tudi izpeljana. Na področju političnega sistema lahko ugotovijo, da ima občina Idrija sedaj 2 poslanca v državnem zboru, kar je kar veliko, ne? Ja, za naše razmere veliko. Glede na to, da marsikdaj nismo imeli nobenega, ne. Moram reči, da z obemi odlično sodelujemo, tudi obdobno se dobivamo, tako da si izmenjamo informacije, mi malo, bomo rekli, jaz in cerkljanski župan skupaj in poslanci, mi dva jih malo našuntava, kaj je tisto, kar bi bilo za izpostaviti. Oni nas kaj vprašajo, kaj in kako pripravimo kakšno zadevo, tudi lažje kaj vprašajo. Tako da jaz mislim, da je sodelovanje dobro in upam, da bo tudi naprej tako, pa da bomo recimo po naslednjih volitvah v državni zbor tudi imeli še kakšnega poslanca, kar vemo, da je matematično v naših krajih kar težko. Občina spreminja pravila igre pri volitvah v občinski svet, pri volitvah v krajevne svete. Za katero od različic ste se odločili? Mislim, zaenkrat spreminjamo, kar se tiče občinskega sveta. Predlogi so bili različni, računice tudi, zdaj predlog, ki je šel na glasovanje, je bil, da ostajamo pri 3 volilnih enotah, vendar s to razliko, da se krajevna skupnost Ledine preseli iz 3. volilne enote v 2. volilno enoto, se pravi, da iz Črnega Vrha na Spodnjo Idrijo. Tako. Zaradi tega dobimo, zniveliramo oziroma uravnotežimo število volivcev na enega občinskega svetnika, kjer pa ne sme biti večjega odstopanja od 5%, kar je bilo pa kar nekaj let, kar nekaj volitev nazaj je pa bil problem. Obetajo se spremembe na nivoju krajevnih skupnosti, po novem naj bi bile to enotne enote. Tako, to je država predpisala, tudi to bomo mogli tudi še letos urediti, oziroma pred prvimi lokalnimi volitvami. Če recimo primer, v Črnem Vrhu bo pač enotna lista za celo krajevno skupnost, medtem ko zdaj je bila
lista recimo razdeljena s predstavniki lomov, Predgriš, Črnega vrha, Zadloga, Idrijskega Loga in tako naprej. Zdaj bo pač lista enotna, ker se v marsikateri krajevni skupnosti, recimo tudi v sosednji cerkljanski občini, sploh ni dobilo kandidatov za pač svetnike krajevnih skupnosti. Zakaj ljudi ne zanima sodelovanje v lokalni samoupravi? Ne vem. Mislim pa, da je to del te splošne apatije, ki se dogaja že desetletje ali več v naših krajih, oziroma tudi drugje, ne samo v Sloveniji. Občina je tudi ustanoviteljica Zavoda za turizem. Tam se obetajo kadrovske spremembe na vrhu. Definitivno. Dosedanja direktorica Valerija Božič je podala odstop z obrazložitvijo, da je dobila nove, bomo rekli, izzive. Ja, zdaj pač potekajo vse procedure oziroma procesi zamenjave. Svet zavoda dela vse tako, kakor mora, se pravi od razrešitve do tega, da bodo mogli v bližnji prihodnosti imenovati VD direktorja in potem tudi podati razpis za novega direktorja. Je pa to ena taka točka, na kateri je malo za premisliti, kaj mogoče je za izboljšati, kaj je dobro, pa mogoče bi lahko bilo še boljše, tako bom rekel. Bi se lahko tudi povezovali s podobnimi organizacijami v sosednjih občinah? Recimo lahko bi se, ampak morala bi biti želja tudi v sosednjih občinah. Aha, za vsako poroko sta potrebna dva. Seveda. Ja. Nedavno tega ste bili na Kitajskem, sodi to pod turizem, pod posel, je bila to službena pot? Rekel bom tako, ja, bila je službena pot, definitivno dobili smo vabilo iz Chengduja, to je glavno mesto Sichuana, na en festival nesnovne dediščine. Šli smo trije, bomo rekli, zastopniki naših krajev, jaz kot župan, zaposlen v občinski upravi za turizem in predstavnica idrijskih klekljaric. Tam smo predstavili predvsem nesnovno dediščino klekljane idrijske čipke. Mislim, da zadeva je bila uspešna, oziroma smo predstavljali Idrijo in našo čipko tako, kakor je treba. Poleg tega pa smo tudi s pomočjo Slovenske turistične organizacije organizirali sestanek z kitajskimi turoperaterji, se pravi z turističnimi agencijami kitajskimi, ki že vozijo svoje, bomo rekli, turiste v ta del Balkana oziroma konkretno v Slovenijo, ker oni obravnavajo več ali manj Balkan kot eno enoto, pa dol do Benetka, ne. Tako da smo zdaj v Idrijo tudi njim umestili med Bled pa Postojnsko jamo, da to je v bistvu samo, bomo rekli, en ovink izven tistih njihovih vsakdanjih poti, kjer vozijo turiste, in upamo, da bi mogoče v prihodnosti pa parkrat na mesec dobili tudi kakšno skupino turistov z teh krajev. Ki pa tukaj seveda ne bo mogla prespati. Lahko. Lahko? Ja, ker te skupine so po velikosti približno 20 oseb, in kar se tiče pa prenočevanja 20 oseb, imamo pa v Idriji 2 hotela, ki lahko to tudi sprejmeta. So pa to po besedah teh turoperaterov, bomo rekli, turisti z višjega standarda. Butik. Tako. Dobro bi bilo, če bi se uspeli dogovoriti tudi, da bi, na primer, gostinska ponudba sledila tem povpraševanju. Ponudba je vedno pogojena s povpraševanjem in povpraševanje s ponudbo, tako da tu smo pri kuri in jajcu in bomo mogli še animirati marsikoga. 7. leto ste župan v občini Idrija, prihodnje leto so volitve. Kako ste zadovoljni? Marsikaj smo naredili prav, marsikaj nismo,
kaj tudi smo probali, pa nismo naredili v redu, kaj pa tudi še probali nismo. Tako da kaj mislim, da bom mogel še do konca tega leta, ne do konca mandata, spremeniti. Pa tukaj ne govorimo samo o občinski upravi, ampak tudi o kakšnih odločitvah drugih občin, kar se tiče parkirnega sistema, prometnega sistema, pa še marsikaj drugega. Zdaj pa res te zadeve že tukaj cajta pripravljamo, pa debatiramo, da pa do novega leta, vse kar se tiče prometa, moramo zadevo dati v odločenje na občinski svet, predtem pa seveda tudi v neko javno obravnavo, kjer se bo stvar predebatirala. Če bi vas vprašal, kaj je bil uspeh zadnjega koledarskega leta od praznika do praznika, kaj je bila pa na primer zgrešena zamisel od praznika do praznika? Mislim, zdaj ste me res presenetili. Ne vem, kaj je bilo dobro. Če bo zdaj, ker so želih pri prazniku, bom rekel, da je največje zadovoljstvo v tem letu mi je to, da smo prejeli milijonsko donacijo za Modro dvorano. Bom rekel, stvar pa, ki ni bila uspešna, oziroma nad katero sem pa razočaran, je pa predvsem neodzivnost določenih odločevalcev oziroma ministrstev v Ljubljani, kljub temu, da jim razložiš, da stvari niso tako enoznačne, kakor si jih oni predstavljajo in da imamo mi na njihov račun polno problemov, pa te praktično sploh ne obravnavajo resno. Te poslušajo, pa te ne slišijo. Tako nekako bi lahko rekli. O prazniku bo zasedal občinski svet, podelili boste nagrade. Komu? Ja, slavnostna seja občinskega sveta bo 20. junija v Rebru, v dvorani gasilskega doma. Tam je tudi en del, ki smo ga v zadnjih letih malce uredili, gasilci po svoje občina, svoj del. Podelili bomo vse občinske nagrade, se pravi 3 nagrade občine Idrija, katerih prejemniki so to leto Pavelčuk Črnega vrha za res dolgoletno, bomo rekli, mukotrpno ubadanje s smučiščem Skibor, ki je pač še, bomo rekli, edino smučišče, ki praktično ob minimalnih pogojih za smučanje tudi obratuje. Nagrado občine Idrija dobi tudi prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Idrija. Jaz mislim, da tukaj je brez veze sploh izgubljati besed, kakšen pomen imajo prostovoljna gasilska društva v takih okoljih, kjer pač delujejo. Nagrado občine Idrija prejme tudi Marko Rijavec, sicer idrijski župnik, ki pa res deluje tako široko in tako na toliko področjih, da si tudi zasluži to nagrado, definitivno. Nagrado za mlade ustvarjalce letos prejme Karolina Gantar, mlada, izredno nadobudna pianistka. Potem je recimo Pirnatovo nagrado prejme že, ne vem, drugič ali tretjič godbeno društvo Rudarjev Idrija ob 360-letnici. V Plehmutski ne bom, ko sem pač član in pač vsi smo ponosni na godbo, tisti, ki pa godbi delujemo, smo pa še bolj, po moje, da smo del te zgodbe. In potem imamo še nagrado Jožefa Mraka, ki jo letos prejme Silvo Kovač za dolgoletno delo na področju šahovskega kluba in vseh pač teh njegovih dejavnosti. In seveda letos tudi naziv častnega občana občine Idrija, oziroma občanke občine Idrija, ki ta naziv pa prejme Andra Krapš-Rejc, bomo rekli donatorka oziroma v okviru družine Rejc donatorka tega milijona za Modro dvorano, pri kateri nagradi pa piše, da je pač nagrada oziroma naziv častna občanka se podeli za pomemben prispevek k dvigu kakovosti življenja prebivalcev občin Idrija. Se pravi, ta milijon, ki smo ga dobili za Modro dvorano, je vzročno sprostil en drug milijon, ki smo ga lahko razdelili med krajevne skupnosti
oziroma med projekte po krajevnih skupnostih v občini Idrija, tako da bo praktično celotna občina na ta račun profitirala. In se tukaj še enkrat iskreno zahvaljujem za to donacijo. Pogovarjava se o prazniku. Navada je, da župan o prazniku nagovori tudi občane. Kaj bi jim letos sporočili? Občanom bi predvsem zaželel, da v prihodnost zrejo z optimizmom in da se ob zavedanju, kako lepih krajih živimo in v krajih z obilom možnosti takšnih in drugačnih, te možnosti poskušajo tudi čim bolje izkoristiti. Tomaž Vencel, župan občine Idrija, hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor in seveda čestitke o prazniku. Hvala lepa. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda rudarski srečno. Srečno.